Spoštovani gospod predsednik, gospoda Načkofa, gledate domoljubni kviz, nimaš pojma! Na svoj se bosta pomerila dva prekaljena mačka slovenske politike, na levem fotelju zaščitnik upokojencev in zbiralec ministrskih funkcij zadnja leta naš prvi diplomat, Karel Erjavec. Dober večer. Njegov nasprotnik na desnem fotelju je nekdanji policijski komandir, predavatelj, državni sekretar in poslanec, dr. Vinko Gorenak. Lep pozdrav vsem, še posebej pa našim vztrajnikom. Ok, publika vama je naklonjena, upam, da so vama naklonjeni tudi planeti in zvezde. Joj, to se pa bojim, da ne. Meni v današnjem horoskopu piše, da bom najprej zmeden, potem me bo pa bolila glava. Ne se sikirati, Vinko. Meni piše, da bom spoznal nežno in privlačno osebo, pa naletim na tebe in Štefančiča. Gospod Erjavec, se že ve, na katerem planetu bo Slovenija odprla prvo ambasado? Ja, mi računamo, da bo to Mars, ali pa mogoče Venera. Ok, ne pozabite na Jupiter. Kviz poznata na kratko nekaj osnovnih pravil. Imamo 4 vprašanja, prva 3 po principu, kdo bo prej. Tisti, ki do finala zbere več točk, potem sam odloča o svoji usodi. Zmagovalec gre v polfinale, poraženec pa bo moral praviti 200 ur družbeno koristnega dela. Še kakšno vprašanje? Ja, lahko dobim malo serotonina, da vidim, če je res tako hud, kot pravijo. Žal ne, moramo šparati, lahko pa dobite elektriko kadarkoli ne. Ja, hvala lepa. Dame, gospodje, čas je za domoljubni kviz, nimaš pojma! Prvo vprašanje. Pravilen odgovor je vreden 5 točk. Sta pripravljena? Ok, kakšne barve avto vozi največ Slovencev? Imata 3 sekunde. Gospod Gorenak, izvolite. Ja, jaz mislim, da največ Slovencev vozi avtomobile bele barve. Grozovito. Ko sem bil jaz miličnik, sem ustavil največ belih, zagotovo. To je bilo v času socializma, gospod Gorenak. Danes je belih samo še 8%, prav toliko kot rdečih. Med 1,5 milijona registriranih avtomobilov pa jih je največ, kar 20%, svetlo-sive kovinske barve. Lej, a sem to jaz na sliki. To je vaš služben Audi, gospod minister. Ok, drugo vprašanje. Pravilni odgovor prinaša 10 točk. Dobro poslušajte. Kdo je bil prvi Slovenec, ki je v začetku 90-ih sam objadral svet? Gospod Erjavec, bili ste prvi, povejte. Ja, doktor Dimitrij Rupel. Ja, tole pa ni prijetno. Vem, gospod Erjavec, ampak tako to je. Dimitrij Rupel si je v začetku 90-ih res prizadeval, da bi nas priznalo čim več držav, a tega seveda ni počel na barki. Kakšen je vaš odgovor, gospod Gorenak? Ja, prvi Slovenec, ki je sam objadral svet, je bil legendarni Jure Šterk. To je pa čudovito. Oj, kako lepo butne Madonca. Jure Šterk je med letoma 91 in 94 na svoji 6-metrski jadrnici kar 2-krat obkrožil svet. Letos bo minilo 10 let, ko se je na svojo zadnjo plovbo odpravil s ciljem, da sam objadra svet brez postanka. Po 382 dneh neprekinjenega jadranja je tragično izginil v Indijskem oceanu. Dr. Vinko Gorenak vodi 10-0, smo že pri 3. vprašanju za 15 točk. Dobro razmislite, vprašanje se glasi takole. Katera od 8 kitic Zdravljice govori o edinosti, sreči in spravi? Nimata pojma, domoljuba, a? Ja, ne, ni za tvegat. Edino sreča sprava, k nam naj nazaj se vrnejo, vidim, da nam slabo kaže s to spravo, ne? Pravilen odgovor bi bil 4. kitica. Ok, elektriko smo izklopili, lahko se sprostite, gospod Erjavec. Pred nami je finale, ki prinaša 20 točk.
Vse še odprto, z malce sreče lahko zmagata oba. Odločilno zadnje vprašanje vam bo zastavil nogometni selektor Srečko Katanec. Dober večer vsem skupaj. Biti ali ne biti, to je zdaj vprašanje in to dobro vejo tudi fantje na igrišču. Moje vprašanje je naslednje. Povejte, koliko doktorjev znanosti ima Slovenija, pa ne taki, ki se spoznajo sam na nogomet. Srečno. Čas je potekel, gospod Gorenak, izvolite. Ja, priznam, da točnega števila ne vem. Bi pa rekel, da nas je tam nekje okoli 5000. Ja, 5000, najmanj 5000. Doktor Gorenak pravi, da ima Slovenija tam nekje okoli 5000 doktorjev znanosti. Gospod Erjavc, vaša naloga je, da poveste, ali jih je več ali manj. Če odgovorite prav, ste zmagali, če ne, ste gladko zgubili. Jaz mislim, da jih mora biti več. Vaš odgovor je pravilen! Oj, ja. Ja. Zmagovalec dvoboja je Karel Erjavec! Za domovino, za Erjavcem naprej. Uradna statistika pravi, da je v Sloveniji več kot 10 000 doktorjev in doktoric znanosti. Dajmo jim en aplavz! Doktor Gorenak, kako se počuti domoljub, ko izpadeš v prvem krogu domoljubnega kviza? Ja, precej bedno in ponižano, zelo sem razočaran, mislim, da bom kar dopust vzel. Gospod Erjavc, uvrstili ste se v polfinale. Ste presenečeni? Oh, sploh ne. Jaz nisem nikoli dvomil v svojih sposobnosti. Ok. Spoštovani gledalke, spoštovani gledalci, draga publika, to je bil naš 4. domoljubni kviz. Muzika vrtela, DJ Lorela, vidimo se naslednji teden, v bistvu času nisem kmalu. Živo!